18.00 in začenjam s predstavitvijo knjige z naslovom Materina roka, knjige, ki je nadaljevanje Anine zgodbe iz prve knjige z naslovom Ne, oči, ne. Če je v naslovu prve knjige beseda, ki pomeni oboje, in očeta in oči, s katerimi gledamo, je v drugi beseda mati, oziroma celo še več materina roka, ki je v spontani zavesti ljudi simbol za nekaj prijaznega, toplega, nekaj, kar neguje otroka, nekaj, kar boža, nekaj, s čimer mati zvečer pokrije otroka, ko gre spat. Vse to je materina roka. In v spontani zavesti je zelo malo prostora za kaj drugega. Spontana zavest je še pripravljena dopustiti možnost, da je očetova roka tista, ki lahko udari otroka, in celo nekateri strokovnjaki ravno v tem času resno razmišljajo, ali bi zopet veljalo dopustiti ali pa celo vpeljati v vzgojne prakse to možnost, torej da kdo kdaj otroka tudi udari, in nekateri gredo celo tako daleč, da so pripravljeni razmišljati, katera roka lahko udari, če že udari, in celo po katerem delu telesa otroka lahko udari ali pa naj ne udari. Skratka, bizarnost tega razmišljanja je, vsaj upam, več kot očitna. To, da sploh nekdo pomisli, da bi razpravljali o tem, ali otroka tepsti ali ne, ali ga je dovoljeno udariti ali ne, je skregano s sodobno teorijo vzgoje, z spoznanji, z razvojne psihologije, pedagogike, antropologije in tako naprej. Ampak v teh krajih se ljudem, vsaj nekaterim, še vedno zdi, da je tudi taka bizarnost dovoljena, torej razmišljanje, ki se ga ravnokar predstavil, podobno kot ravno danes modrujejo v parlamentu, ali smejo nekateri ljudje, ki se imenujejo geji ali pa lezbike, biti v zakonski zvezi in imeti pravice, ki gredo sicer zakoncem, zlasti pa, ali jim je dovoljeno imeti otroke ali ne, in tako dalje, in tako dalje. In pravijo, da je razprava strastna in čustvena in razgreta in vroča in tako naprej. Meni pa grejo lasje po konec, kako je leta 2015 v civiliziranem svetu o tem sploh možno razpravljati. Kako je sploh možno priti na idejo, ali to da, ali ne, ali je prav, ali ni prav, medtem ko je spet spontani zavesti ljudi najverjetneje popolnoma jasno in razumljivo, da ima lahko vsak odrasel človek, ki mu ni odvzeta opravilna sposobnost, družino, otroke, ki jih zna vzgajati ali pa ne zna vzgajati, da je pri tem popolnoma vseeno, ali je alkoholik, ali ni alkoholik, ali je odvisen od droge, od seksa, od nakupovanja, od denarja, ne vem od česa, ali ni odvisen, ali je duševno normalen ali ni normalen, ali
kaj drugega iz reda patologije, zdi se, da je to torej nepomembno. Zato je tudi podnaslov te knjige nadaljevanje zgodbe iz normalnega življenja. Ta besedna zveza, normalno življenje, je zelo zanimiva, če bi resno razmišljali, kaj vse se v tem skriva. Kaj vse ljudje sprejemajo kot normalno. Kaj vse ljudje sprejemajo, ne da bi o tem razmišljali, ne da bi se jim zdelo na tem kaj spornega in tako dalje in tako dalje. Materina roka torej. Moje nadaljevanje je ujeto v tri koordinate, ki po mojem mnenju zelo dobro zaznamujejo vse to, o čemer sem zdaj govoril. Se pravi, zaznamujejo idejo normalnega, zaznamujejo spontana razmišljanja, kdo se s kom sme poročiti, kdo sme imeti otroke, kdo ne, kdo je normalen, kdo ni normalen, kdo ima pravice do zakonskega življenja, kdo nima pravice in tako dalje in tako dalje. Torej, 3 koordinate. Ena je izjava neke najstnice, ki sem jo slišal danes dopoldan. Ona hodi k meni v analizo že precej časa in v enem trenutku mi reče tole. Zakaj mi pravijo, naj ne razmišljam preveč, češ da ni dobro preveč razmišljati, ker se potem lahko človeku zgodijo zelo čudne stvari. To je bilo njeno vprašanje, namenjeno meni. Zakaj mi torej pravijo, naj ne razmišljam preveč? Moj prvi odziv je bil vprašanje, kaj bi to sploh lahko pomenilo? Kaj to sploh je? Preveč razmišljati. In zakaj se zdi, da ljudje tako pogosto trdijo, da ni dobro preveč razmišljati? Moram reči, da zelo redko kdaj slišim, da bi kdo rekel, da ni dobro premalo razmišljati. Zakaj se zdi, da se vedno znova ljudje vtaknejo v to, da ni dobro preveč razmišljati? In zakaj se zdi, da tako malo ljudi moti, da nekateri ljudje premalo razmišljajo, nekateri pa sploh nič? Kako je to možno? Odkot ta sintagma preveč razmišljati ni dobro? Drugo koordinato zaznamuje neko propagandno sporočilo, ki ga lahko najdete na plakatih, ki so razbešeni po Ljubljani. Če sem si jaz prav zapomnil, ne vem, če sem si, ker največ nisem imel nobenega resnega interesa, da bi si zapomnil, ampak približno sem si pa vseeno zapomnil. Na nekem plakatu piše, privoščite si, in če se ne motim, piše LTE4G, lahko pa da sem se zmotil, izkušnjo. Privoščite si LTE4G izkušnjo z neko napravo, pametno mašino ali nemščino. Kaj za Boga pa to je LTE4G izkušnja, ki naj si jo privoščimo? Ok, to je druga koordinata. Tretja koordinata je pa iz pisma, Aninega pisma, ki sem ga dobil tudi danes zjutraj.
Ana mi napiše pismo, v katerem razmišlja na izjemno zanimiv način, izjemno dober način, izjemno precizen način. Način, ki je po mojem mnenju pogost. Ki je po mojem mnenju zelo pogost. In sicer pravi takole. Zakaj se mi zdi, da je takrat, ko nekaj ni v redu, ko je nekaj narobe, tisto prav. Zakaj se mi zdi, da je prav takrat, ko je nekaj narobe? In zakaj se mi zdi, da je narobe takrat, ko je nekaj sicer prav, ko je v redu? Ko je v redu, ko je človek srečen, ko je zadovoljen, ko je pač vse v redu, na sonce sije, pomlad je in tako dalje. Sprav, ko se zdi, da je vse v redu, zakaj se mi zdi, da ni v redu? Da je to narobe. In ko je nekaj očitno narobe, zakaj se zdi, da je prav? Zdaj je pa vse v redu. In potem sem mi odgovoril, a ni zanimivo to, kakšni smo ljudje, kakšna bitja smo, da se nam lahko zdi kaj takega. Da se nam lahko zdi, kot da ni v redu. Če smo srečni, če smo zadovoljni, če stvari tečejo, če je vse fajn, če napredujemo in tako dalje. Kako je to možno? Ker je možno. Pod posebnimi pogoji je to možno. Ni vedno tako, možno pa je. Ko ni prav, se zdi, da je prav. Kot da bi na nek način želeli narobe svetu. Ko smo nesrečni, ko je življenje bedno, ko ne grejo stvari, ko smo depresivni, ko se prepiramo in tako naprej, kot da bi bilo to v redu. In obratno. Torej, zakaj se zdi, da je tako, ali pa zakaj se mi zdi meni, da je tako, piše Ana, in kako to pojasniti, kako to razumeti. In celo obstajajo v Sloveniji, obstajajo pregovori, včasih slišite koga reči, da ni dober, spet, da ni dober biti preveč srečen, ker bo sigurno nekaj narobe. Ja, pregovor sreča je hoteča. No, to naprimer, ja. Ali pa za vsakim soncem posije. No, pa ja, ko sonce sije, to ni dobro, kaj tak pol dež pride. Torej, kot da bi obstajal nek mehanizem, zaradi katerega bi človek našel neko čudno, nenavadno, morda celo bizarno zadovoljstvo, ali pa kaj drugega, ni nujno, da je to zadovoljstvo. V tem, da je vse črno, da je depresivno, da stvari ne tečejo, da se prepiramo, da se kregamo. In seveda k temu gre tudi tisti znameniti štos, o katerem smo že govorili, da če naj zlata ribica izpolni eno željo, sosedo bo pa dvakrat isto, naj meni iztakne oko, ker bo pa pač njemu pa obe. Čest. Zakaj so to Slovenci pogruntali? Vse lahko da tudi drug pogruntal, ampak Slovenci so zagotovo. To je drugo. Oziroma, to so zdaj že kar vse tri. Imamo neko izkušnjo, da sem že pozabil katero LTE4G, ki naj si jo privoščimo, imamo tole vprašanje, pa imamo ono prvo vprašanje. Zakaj mi pravijo, da ni dobro preveč razmišljati? Zdaj, kaj ima vse to skupaj, kakšno zvezo ima to s tole knjigo? Ima zelo veliko. Če kar gremo k dejstvu. Dejstvo je, da v prvi knjigi
Ana govori o izkušnjah z očetom, ki so vse prej kot take, da bi si jih otrok želel. To so strašne izkušnje, ki uničujejo otrokovo dušo. Uničujejo. O tem nobenega dvoma. O tem ni možno postaviti nobenega razumnega vprašanja, češ mogoče pa ni čistko. Ker je. Obstajajo izkušnje, ki so določljive, ki jih lahko opišemo, ki uničujejo človeško dušo. Onkraj vsakega razumnega dvoma obstajajo take izkušnje. To so izkušnje, ki se v resnici ne bi smele zgoditi, pa se, vedno znova se dogajajo. In bi že človek lahko rekel, skoraj mimogrede, da če bi več ljudi, več razmišljalo, bi bilo morda takih izkušenj veliko manj. Da obstaja resna povezava med zmožnostjo človeka, da razmišlja, in izkušnjami, ki uničujejo človeške duše. Obstaja povezava. Kajti razmišljanje človeka kultivira. Še nobeno razmišljanje, ki zasluži svoje ime, seveda, ni spremenilo človeka v barbara. Razmišljanje, strogo vzeto, po definiciji človeka dela boljšega, bolj sofisticiranega. Ga dela takega, da bolje razume samega sebe in druge ljudi. Razmišljanje je zagotovo tesno povezano s človekovo zmožnostjo za sočutje. In sočutje omejuje človeško agresivnost, razdiralnost, destruktivnost, napadalnost, uničuje ali pa preprečuje zlo. Dokazal za to je, kakor hočete. Bolj kot človek čuti sočutje, bolj blizu, v nekem smislu, bolj blizu mu je drugi človek in bolj se zaveda, kako hitro lahko drugega človeka prizadene, rani ali pa celo uniči. Ni nujno, da sočutje v celoti in popolnoma preprečuje zlo na tem svetu, nažalost, ni tako preprosto. Gotovo obstaja povezava med zmožnostjo za razmišljanje in zmožnostjo za sočutje. In ko ljudje rečejo, da preveč razmišljajo, navadno mislijo predvsem na nekaj, kar sploh ni razmišljanje. Obstaja pomembna razlika med razmišljanjem in med tem, kar ljudje doživljajo, ko se, na primer, zgolj vrtijo v krogu. Nikamor ne pridejo. Ali pa, ko zgolj nemočno vrtajo po svoji duši, spet nikamor ne pridejo. Ko zgolj nemočno stopicajo na mestu, obremenjeni z mislimi in spet nikamor ne pridejo. To ne pomeni, da preveč razmišljajo. To kvečemo pomeni, da ne znajo razmišljati. Ali pa ne zmorejo. Ne pa, da preveč razmišljajo. To zgolj pomeni, da nemočno tuhtajo. Ali pa, da iščejo izhode, pa jih ne najdejo. Vedno znova vračajo
k istim temam, ki jih ne razumejo, ki jih ne morejo predelati v kaj produktivnega. Obstaja torej način razmišljanja, ki je v resnici neproduktiven, ki pomeni zgolj kopičenje enega in istega, vedno znova. Ponavljamo enake stavke, enake ideje in se izčrpavamo. To ne pomeni misliti. Strogo vzeto je razmišljanje vselej produktivno, ker pomeni prestavljanje meja že domišljenega ali pa doživetega ali pa razumljenega. Razmišljanje vedno pomeni segati onkraj k boljšemu. K boljšemu. Zato je razmišljanje strogo vzeto, tako rekoč odvisno od tega, ali ima človek nad seboj nekaj, nekoga, meni je vseeno kaj, nekaj ali nekoga, v odnosu do katerega želi biti boljši, kot je, in je lahko boljši, kot je, ker to ga žene naprej. In vsak človek, ki je kdaj imel tako izkušnjo, ve, trdi, da je to dobro, da človeka ne žene naprej v življenju zlo ali pa drugi ljudje, ki zastopajo oblast ali pa hinavščino ali izkoriščanje, pa nepravičnosti, egoizem in tako dalje. Glede tega je meja popolnoma jasna. Kaj človeka vleče naprej, kaj ga potegne naprej, da postane boljši, kot je, kaj ga pa ne potegne naprej, ampak ga potegne nazaj. Ga vleče nazaj. Obstajajo ljudje, ki druge ljudi vlečejo nazaj. V brezno, v depresijo, v nesmisel, v obup, samomor, v svet poln temnih misli, črnih misli, svet, v katerem ni nobenega izhoda. Obstajajo taki ljudje, ki že svojo navzočnostjo delujejo druge ljudi tako, da ti drugi ljudje čutijo, da jih nekako vlečejo nazaj. Kot da bi neka neznana sila vlekla v brezno. Kot da jim ne bi dovolila, da postanejo boljši ljudje. Bolj prijazni, na primer. Bolj svetli, bolj razmišljajoči, bolj optimistični, bolj kreativni, bolj ustvarjalni, bolj srečni, bolj zadovoljni, bolj odprti, na primer. Ali pa, če hočete, o tem tukaj govorimo v nekem drugem sklopu predavanj, bolj neskončni. Obstaja zanimiva razlika med tem, kar človeka vleče v končnost, za katero se zdi, kot da vemo, kakšna je, v končnost, v smrtnost. Dejstvo je, da smo pač smrtna bitja in dejstvo je, da nas nekoč ne bo več tukaj nikogar. Od nas, ki smo zdaj. Nekega dne nas ne bo več tukaj. To je dejstvo. Vsi vemo, da je tako. Ampak hkrati tudi vsi vemo, da to ni razlog za obup. Da to še ni razlog za depresijo, da to ni razlog, da ležemo dol in rečemo, ok, mislim, kaj ćemo zdaj narediti, počakamo, pa je vse. Ja. Če se pa lahko, ne vem, še malo praskamo, pa po nosu vrtamo, pa kaj že, ne? Ni, ne? To ni zadosten razlog za to. Ne? V nekem radikalnem smislu ob takem razmišljanju pride do izraza neka druga ideja. Neka druga ideja, da je človek bitje neskončnosti. Da je človek bitje optimizma, ustvarjalnosti, odprtosti, sočutja do drugega človeka. Ljubezni do drugega človeka. Prijateljstva, radosti, življenjske radosti.
Če ste brali kdaj Frankla, psiholog taborišča smrti, na primer. On reče, njegova izjava je taka, da bi bilo dobro, da se človek vedno znova spomni na njo. Če obstaja kraj smrti, potem zagotovo to je Auschwitz. Obstaja tudi drugi, ampak Auschwitz je zagotovo kraj smrti in umiranja, kjer ne moreš vedeti za 10 minut naprej, a boš še živ ali ne. To vemo iz pripovedi. Tistih, ki so tam bili, in Viktor Frankl je bil. Ampak njegova izjava je, kljub temu pravim življenju da. Ali pa življenjski sili, življenjski volji, ali pa volji do življenja, ali pa volji do življenjske radosti, do tega, da sem lahko srečen, morda ne zlahka, lahko pa sem, v tistem času, ki ga pač imam na razpolago. Da sem lahko srečen, nujno da bom. Morda me bodo drugi to preprečili, mogoče bo spet treba v Auschwitz ali pa kaj tak, ne vem, ne? Ampak to me ne obremenjuje. Torej, obstaja razmišljanje, ki nam pove, da se je mogoče tudi razbremeniti. Obstaja, seveda življenje ima svojo težo, vsak dan ima svojo težo, obstaja bremena, ki jih moramo nositi in tako naprej. Zagotovo je vse to res. Ampak ravno tako je tudi res, da obstaja način, da vemo, kakšni so, da vemo, kako do njih priti, ki nas razbremenjujejo. Torej, da obstaja svet, da obstaja čuden svet, nenavaden svet, v katerem se res lahko zdi, da je vse prav takrat, ko je vse narobe. Nažalost, je možno živeti v takem svetu, možno se je znajti v takem svetu, možno imeti take izkušnje. Ampak ravno tako je tudi res nasprotno od tega, da si ljudje lahko omogočimo drugemu izkušnje, ne une LTE4G ali ne vem kjer jajce, z neko napravo, z neko mašino, z nekim strojem, hudiča, izkušnjo s strojem. Ampak drug z drugim, izkušnje življenjske radosti, življenjskega optimizma, izkušnje, da je živeti tudi lepo. Da smo lahko srečni. Mogoče ne vsakič, mogoče ne vsak dan, mogoče ne zlahka, ampak da obstaja možnost, da si jo organiziramo, privoščimo, jo artikuliramo in da obstaja možnost, da v takem svetu tudi vztrajamo. Da ni treba, da kar izstopimo iz nje. Da sem pa 3 minute srečen, dosti je bilo, gremo, spet depresija nazaj, pogrezmo se v blato, 3 minute puna kapa je bilo. Ne, mi tako vztrajamo. Če pomislite, je v tem nekaj nenavadnega. Če dobro pomislite, lahko ugotovite, da se včasih zdi, kot da ljudje laže in raje in hitreje in prej vztrajajo v depresivnih izkušnjah. Kot da bi se, mi se vračamo, kaj sem prej rekel, kot da bi se ustrašili. Srečen sem, kaj narobe? Nekaj ni v redu. Sigurno se kaj narobe naredil. To so zelo zanimive izkušnje, s katerimi se ukvarjamo, se srečujemo z njimi, ne samo pač kot posameznik, ampak tudi kot analitiki, kot terapeuti, kot psihologi in bla, bla, bla. Torej, za Ano je na neki ravni, na nek način, kar je čudno slišati, zato pravim z vsemi zadržki, na neki ravni, še mogoče misliti izkušnje, ki jih ima z očetom.
še jih je mogoče misliti. To ne pomeni, da jih je mogoče oprostiti, opravičiti, ampak na nek način še misliti. To je zelo pomembno, kot bomo videli v nadaljevanju. In tudi v javnosti se kdaj spregovori o tem. Govori se o spolnem nasilju, naprimer nad otroki oziroma staršev ali pa duhovnikov ali pa učitelja, pa ne vem koga že, nad mladino, ponovadi gre za deklice, ne pa vedno, gre tudi za dečke, otroke, v vsakem primeru gre za otroke. In seveda ljudje so polni takrat modrosti in izrazov, da to ni v redu, da to ni fajn, da to ne smemo tolerirati, dovoliti, bla, 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 pa je tega še zmeraj, kakor hočete. Na neki drugi ravni je, pravi Ana, tole, se pa dogaja tole. In to je pomembno, to je zelo pomembno. Ne najdem besede, nekaj tudi piše, v enem pismu piše, sem pogledala po literaturi, brskala po knjigah in tako naprej, ne najdem besede za to, kar mi je storila mati. Obstaja beseda za to, kar mi je naredil oče. Ta beseda je posilstvo. Ta beseda je incest. Glede tega se nimamo kaj sprenevedati. Ni v redu, da je tako, ne bi smelo biti tako, obstaja beseda za taka dejanja, ki je incest oziroma posilstvo ali pa spolno nasilje nad otrokom. In to je zločin. To je zločin. Ni treba nobene druge besede uporabiti, ker je ta dovolj dobra. To je zločin nad otrokom. In to je pomembno. Kaj ti? Psihologija nam pove, da na žalost, in to se tudi Ani dogajalo, da na žalost otroci kot žrtve pogosto jemljejo krivdo nase. Ana v nekem pismu zopet pravi, pred kratkim, tega ni v tej knjigi, pred kratkim pravi, ko se pogovarjava in ji rečem, čisto verjetno in mogoče je, da vas je imela mati vsaj v določenem času, vsaj v določenem obdobju rada. Ko vas je nosila, ko vas je rodila, ko vas je dojila, kaj ti otrok bi umrl, če ne bi bilo vsaj malo ljubezni strani najprej matere, pa tudi očeta. Otrok bi umrl. Otrok umre, tudi če ima hrano in kisik in druge zadeve. Brez ljubezni lahko otrok umre. To ni nikakršna fraza, nikakršna metafora, to je empirično dejstvo. Otrok lahko umre v okolju, recimo v prvih mesecih življenja, ki je do njega povsem brezbrižno, ki je hladno, odtujeno, distancirano, čeprav ima na voljo recimo hrano, kisik in pač to, kar je potrebno za zadovoljevanje bioloških potreb. Kako se pa kaže to? Kako se kaže? Otrok hira, otrok se vedno bolj umika, postaja vse bolj podoben zombiju, se pravi, usiha, dobesedno usiha, ugaša, otrok preprosto ugaša. Ima za jest, recimo ima za pit, je na toplem, ajde, ampak preprosto ugaša. Otrok v prvih mesecih življenja, naprimer, ne bom rekel, da zdaj bolj kot hrano potrebuje, ker to ni čisto res, rad bi poudaril, je pa zelo res, da potrebuje, naprimer, dotik z osebo, ki je praviloma je to mati. Dotik. Da čuti toplino telesa, da čuti kožo, zato otroka priporočajo, da otroka takoj, ko se rodi, položijo na materin trebuh. Da čuti toplino telesa. Telo oddaja toploto. Da čuti
tisto, kar je čutil v materinem telesu, naprimer ritem dihanja materinega. Ga pozna, že 9 mesecev ga pozna, oziroma malo manj. Da čuti utrip srca, naprimer, ki ga je zaznaval v materinem telesu. Da čuti ali zazna celo peristaltiko, ker jo je čutil 9 mesecev v materinem telesu, jo je čutil vse, kar se je dogajalo materinemu telesu, se je dogajalo tudi njemu, prek placente, prek živčnega sistema, ker sta povezana. Če imate zaskrbljene, otroci zaskrbljeni, če imate veselje, otroci veselje in tako naprej. Te raziskave še zdavnaj bile narejene. To nesporno potrebujem. Tle ni kaj pravzaprav več moderovati. In otrok, tudi če bo dobil hrano, če bo dobil tako naprej, bo prikrajšan za nekaj, kar zaradi česar lahko tudi umre. In včasih se to zgodi. Sreče se ne zgodi pogosto, zgodi se velikokrat, ker se v starših, v materi, naprimer, čisto instinktivno zbudijo zelo močne občutki, zelo močna čustva. Tisti, ki ste zdaj držali dojenčka v roki, naprimer svojega, se boste z mano strinjali, da verjetno ni močnejših, bolj silovitih občutkov, kot so tisti, ki prevevajo mater, pa tudi očeta, če je zraven v trenutku, ko se otrok rojeva. To so tako silna čustva, da včasih se kdo tudi nesvesti. Jaz sem pri 3 otrocih zraven najinih in vem, o čem govorim. To so tako silovita čustva, da človeka se zdi, da ga bo kar raztrgalo. Podobno silovita čustva pretresajo otroka ali pa človeka, kasneje, naprimer, ko mu umre kdo od staršev, ko umre mati. Meni je umrla mama leta 2001 in vem, o čem govorim. To so tako silna čustva, da imaš občutek, da boš kar razpadel, da bo telo razpadlo. Dobesedno, ne metaforično prenesem. To je tako silna bolečina, da imaš občutek, da te bo raztrgala. In na začetku, in na koncu so silovita čustva. In otroci se instinktivno odzivajo. Zato je bilo tudi narejenih veliko raziskav, so Melanie Klein, Anna Freud, pionirke na tem področju, že v prvi polovici 20. stoletja, ki so Margaret Mead kasneje in tako dalje, ki so dokazale, kako silno pomembno je za otrokovo preživetje in za razvoj, njegov razvoj, osebnostni razvoj, socialni razvoj, čustveni razvoj, kognitivni, intelektualni, mentalni, duhovni, duševni, kar hočete, za vsakršni razvoj. To, da otrok čuti, kognitivno tega še ne more dojeti, ker je še premajhen, da bi to razumel, čuti čustva, bližino drugega človeka, matere, očeta, bližino, telesno bližino, stik, kontakt, silno pomembno. Silno pomembno. Da imate otroka v naročju, da se čuti varnega, da se čuti sprejetega, zaščitenega. To so silno, to so temelji. Tukaj se postavljajo temelji za razvoj osebnosti. Če so ti temelji majavi, ali pa lukničavi, ali pa bokvari, če jih sploh ni, osebnost nima kje nastati, mora viseti v zraku, tako kot stavba, ne more kar se začeti s prvim nadstropjem. Mora biti temelji postavljeni. In temelji so v veliki meri, morda celo prevladujoči meri, čustveni. Zato je ljubezen, naprimer, tako silno močno čustvo. Ljubezen, ki jo, naprimer, mati spontano čuti do svojega otroka. In kot sem rekel, Ani, vsaj v nekem začetnem obdobju se je to moralo dogajati. In potem ona reče, to je zelo pomembno, pazite, reče, ok, tudi če tako bilo, kaj sem potem jaz naredila, kako sem se jaz spremenila, da nisem bila več vredna njune ljubezni. Kot sem prej rekel na začetku, otrok to zelo hitro
jemlje nase. On ni kognitivno dovolj razvit, da bi rekel, starši so se spremenili, ne vem, oče je pijanc, mama je zblojena, razumem, zakaj se tako obnašam. Kje pa, ne mora otrok tako razmišljati. Otrok samo čuti, da je nekaj narobe, da ni tako, kot bi moralo biti. On ne ve, kaj je to. Ne mora vedeti, ko pa čuti in čuti nezmotljivo. In jemlje nase. Starši se do mene zdaj obnašajo čist drugače kot prej. Mogoče zaradi mene, mogoče sem jaz kaj narobe naredil, mogoče sem kriv zaradi česa. A veste, obstajajo psihotične izkušnje, v katerih se človeku se zdi, je prepričan, da je z njim nekaj narobe, že samo zato, ker je. Ta otrok se ne bi smel roditi. Če se že je rodil, to je katastrofa za otroka. Če se ne bi smel roditi, smo do njega bolj ali manj brezbrižni. Vseeno nam je, itak je nam je v napoto. Če se ne bi smel roditi, to je za otroka pot v pogubo. Skoraj zagotovo vodi v pogubo. Njegova osebnost se v glavnem ne bo imela nikoli možnosti razviti do take mere, da bi postal odrasel človek s približno samozavestjo, samospoštovanjem in tako naprej. Nikoli. Obstaja radikalne skrajne. Zakaj bi rekli nikoli? Zato, ker obstajajo izkušnje, ki to preprečujejo. Za nekatere ljudi je prepozno. Zato. Za nekatere ljudi so duševno tako uničeni, tako pohabljeni že v otroštvu, da je prepozno. Zato tudi nekateri ali naredijo samomor, ali pa kako drugače celo sami organizirajo lastno nesrečo, lastni propad in destrukcijo. Nekateri so tako pogrezneni v destrukcijo, v hlad, v mraz, v odtujenost, v brezbrižnost, ali pa celo nasilje, seveda, ali pa in nasilje, spolno nasilje, pretepanje, zanemarjanje, duševno nasilje, moralno nasilje, da enostavno ne razvija. Veste, kaj je tisto ključno? Vse do tega sem želel priti. Kaj je ključno? Zakaj je Ana preživela? Zakaj je preživela v končni fazi? Kljub takem nasilju. Zato, ker obstaja nekaj, kar ima tudi otrok na razpolago. In to so silno močni mehanizmi, ki jih včasih imenujejo instinkt za preživetje, volja do življenja, ali pa kaj druge. Meni vsem, kako temu rečete. Meni se to lahko imenuje tudi metulček, cekinček. Meni vsem, kako. Ampak obstajajo silno močni mehanizmi, zaradi katerih lahko otrok preživi tudi zelo, zelo hude oblike nasilja. To ne pomeni seveda, da bo zdaj izšel iz boja kot Feniks in bo vse v redu in bo krasno. Kje pa? Smemo biti naivni. Rane so strašne. Rane. Govorimo o simbolnih ranah. Govorimo o čustvenih ranah. Govorimo o čustveni ranjenosti. Seveda lahko tudi o fizičnih ranah. Starši, ki otroke pretepajo, ki fizično tepajo vsak dan, so polni modric. Imajo rane po telesu, so pohabljeni. Obstajajo pa tudi, kot pravim, čustvene rane, simbolne rane, simbolične rane tudi, ki se zelo težko zacelijo. Včasih se pač zgodi, da se kakšna rana tudi ne zaceli in da je za otroka prepozno. Kaj pa mislite, zakaj je ena največjih skupin samomorilcev, če pogledamo celotno populacijo ljudi, ena največjih skupin, poleg starejših, so najstniki. Veliko več najstnikov naredi samomor kot 30-letnikov ali 35-letnikov. Zakaj ravno najstniki? Zato. Ampak danes govorimo o
nečim, ker ta knjiga je radostna knjiga v končni fazi, da ne bo kdo mislil, tega ne bom bral, sama žalost, depresija, rane, nasilje, tako naprej. To je radostna knjiga. To je zgodba o tem, zakaj Ana preživi. Moramo opisati seveda vse te nasilje, vse to, kar se je dogajalo, ker je to prav. Ampak ona preživi, ker ima v sebi silno voljo, da preživi. Kot sem prej rekel, podobno kot, če berete Viktorja Frankla. Jaz ne trdim, da je zdaj Anina izkušnja primerljiva z izkušnjo Auschwitza. Tega nisem rekel. Govorim pa o mehanizmu, ki omogoča preživetje. Ali Ani, ali Viktorju Franklu, ali če gledate Schindlerjev seznam, ali če gledate Sofijino odločitev in tako dalje, omogoča, to je silno velika moč, sila, silno velika. Prosim. A veste, da nisem nič slišal, če lahko še enkrat, prosim, sam bolj na glas. Ja, lahko na to vprašanje odgovorim čist dejstveno. Tisti, ki ste brali prvo knjigo, ne oči, ne veste, da jo oči posili prvič, ko ima 11 let. Ko jo mati prvič posili, čeprav je to čudno slišati. O tem sem že malo prej govoril, to je zelo čudno. Kako to zgleda? Kako to zgleda? To zgleda tako, da mati želi zvečer, ko grejo spat, da pride Ana k njej, se uleže na njo, na mamo in jo boža. Hčerka, to je boža mamo, da zaspi. V tem času, preden mama zaspi, materina roka, materini prsti najdejo vhod v njeno nožnico in Ana piše, da včasih mati zaspi s svojimi prsti v njeni nožnici in Ana se ne upa premakniti. Kako to imenujete? Stara je 6 let. 6. Ali pa še ne. Če smo zdaj pri dejstvih, pri številkah, pri podatkih, to ste želeli. 6 let. In to se potem dogaja še in še in še in še in še. Izkrvaviš. Vedno znova. To ne izkrvaviš. A komu pove, recimo, komu pove? Ne, ker se boji. Prvič nima nikogar. V šoli ali pa... Pri 6 letih še nisi v šoli takrat. Zdaj ja, takrat še nisi v šoli. Prvič ne veš, kaj se sploh dogaja. Čutiš, da to ni v redu. Nemaš pojma, a je v redu, a ni v redu. A se to dogaja tudi drugim, a sam meni? Če se sam meni, zakaj se sam meni? Ne veš, nemaš pojma, 6-letnik nima pojma. Nima nikogar. Ne upa. In tudi ne upa. Tudi če bi, otroška psiha, če ste se kdaj s tem ukvarjali, ne gre, ne. Otrok je tako prestrašen, otrok je že tako duševno stisnjen, da on je tako zmeden, tako negotov, poln občutkov, ki so, med drugimi so to tudi občutki krivde, sem jaz kaj narobe naredila, kot sem že prej rekel, ne? Da otrok, kot rečemo v psihologiji, tiho trpi. Otrok tiho trpi, zdaj, ali bo kdo to opazil ali ne, ali bo kdo to zaznal, ali bo kdo to, veliko vprašanje. Ne? Ampak v tistem času torej Ana nima nikogar in ne pove. Ne pove in tudi, če boste brali knjigo, boste prebrali, boste ugotovili, da po njenih besedah sem jaz edini, ki mu je to povedala. Ponovadi tudi travme se vtisnejo v kot zavest, ampak veliko se da se razumela in veš, se ima gradina, da je mama to izvajala več let. Ja. In potem je še oče, ko se ne dala mirma. Ja.
da to je bilo to v zaveste, on je to smejeno. Ker ponovadi, ko se doživijo tam zgodne otroštvo in spolne zlorane, gre to v podzavest, ne, in se mora nekaj hudega zgoditi, da se to vruši ven iz podzavesti. Ja, nezavedno, govorimo nezavedno. To ima status travma. Taka izkušnja, status travme je strogo Freudovem pomenu besede in otrok poskuša, seveda, to smo že prej govorili, ne, zaradi te silne volje, da bi preživel, otrok skuša uporabiti vse mogoče kompenzatorne mehanizme in obrambne mehanizme, da ta travma za njega ne bi bila več rušilna. Travma je po definiciji rušilna. To si lahko predstavljati kot en bager, ki pripelje, ne vem, v eno dnevno sobo in se pelje skozi. To je rušilni. Nimamo kaj modrovati pa ulepševati zadeve. To so rušilne, uničujoče izkušnje. In otrok se brani na vse mogoče načine, da bi bile rušilne posledice tega čim manjše. Seveda, zato poskuša pozabiti, zato poskuša odriniti, zato poskuša narediti pač vse, kar zmore, ja, da se to ne bi, da ne bi uničilo njegove duševnosti. Ampak če se to dogaja dan za dnem, ali pa pogosto, velikokrat, in se potem temu pridruži še očetovo nasilje, ko stopi puberteto, potem je pa seveda dejansko vprašanje preživeti. Kako s tem sploh preživiš? Ne gre več samo za to, a odrinaš, ali potlačiš, ali poskušaš pozaditi. Ne, tle gre za preživeti. Kako s tem živiš in preživiš. Tle ne smemo biti naivni. To so tako rušilne izkušnje, da je potrebna silna volja, silna napor, silna moč, da s tem preživiš. In eden od učinkov tega je natanko tisti, ki sem ga omenil na začetku, iz njenega današnjega pisma. Zakaj se mi vedno znova zdi, da ko je narobe, je prav, ko je pa prav, je pa narobe. Med drugim v tem istem pismu tudi reče, da nekaterih besed ne uporablja. Ana nekaterih besed ne uporablja in ena od njih je nežnost. In celo reče, ona je izjemno artikulirana, izjemno inteligentna ženska, izjemno dobro razmišlja, fenomenalno. In reče, ko me sprašuje, ali ni zanimivo, ko ugotavljam, da ne samo, da nekaterih besed ne uporabljam, kot je nežnost, ampak se mi zdi celo sama beseda čudna. In potem tudi reče, naprimer, zdi se mi, da so tudi dobri ljudje, prepoznam, ljudje, ko so dobri, kot da je na tem nekaj narobe. Kot da je narobe, če so ljudje dobri, če so ljudje prijazni, če so nežni, če se čustvujejo in tako dalje. Kot da je s tem nekaj narobe. Kot da bi bilo, pravim še enkrat, vedno znova, kot da bi bilo bolj prav, da je svet poln nasilja, posilstev, hladu, odtujenosti, brezbrižno zavračanja. Kot da bi bilo to bolj prav. Ona ve, da tle nekaj čist ne gre, da ta logika razmišljanja se mi izide. Ampak v sebi ima izkušnje, veliko izkušenj, zaradi katerih se sprašuje, kajti ona velikokrat zase reče, da je, to besedo ima zelo rada, ona zelo velikokrat zase reče, da je čudna. Da je čudna tudi takrat, ko, naprimer, je na tem, da naredi kaj dobrega ali pa naredi kaj dobrega. Kot da je to čudno, da sem prijazen do drugih ljudi, da jim kažem, da jih imam rad, da sočustvujem z njimi, da sem prijateljsko razpoložen, kot da je s tem nekaj narobe. Seveda, v njej je toliko groze. Če si sploh lahko predstavljamo grozo 6-letne deklice, ki leži na materinem trebuhu in čuti njene prste v svoji nožnici in ne ve, a se lahko premaknem, a ne, a je to v redu, a ni v redu, zakaj sem jaz zdaj tukaj, kaj delam,
sploh je to vse skupaj? Otrok nima pojma. In se potem spet zgodi, pa še enkrat zgodi, pa še enkrat zgodi, pa vedno znova se zgodi. Kaj se dogaja? Naj mi nekdo pojasni, ampak tega nekoga ni. Tega ni. V njej torej toliko groze se nakopiči, in se hkrati si moramo poskušati predstavljati, kako se duša skuša rešiti. Skuša se rešiti. Skuša najti nek izhod. Nek izhod skuša najti spet ena taka oddaljena vzporednica, ki pa ni čisto zgrešena, če berete Frankla ali pa pravi tudi druge ljudi, Zygmunta Baumana in tako naprej, ki so preživeli podobne strahote. Ljudje pravijo, bilo tako grozno. Auschwitz. Tega ne moreš misliti. Ne obstaja racionalna razlaga, zakaj Auschwitz sploh tam. A veste, včasih ljudje rečejo, in tisti mi pa res, mislim, jaz kar tifus dobim, kdo hoče biti pameten, pa reče, ja, veš, vsaka stvar je za nekaj dobra. Prosim, sam povejte mi, zakaj je bil dober Auschwitz. Ne se norca delati. Mislim, vsaka stvar je za nekaj dobro. Te malo misel, no? Torej, Auschwitz ni bil dober za nič, da se razumemo. In ni razloga, ni opravičila, ni argumenta, ni besede za to, da je sploh bil. Čeprav je bil, nažalost je bil. Ampak ljudje znotraj, ki so bili, povejo, mi smo iskali, in tukaj je vzporednica, mi smo iskali sleherno priložnost, sleherni detajl, da smo kje kakšno hrano ukradli, da smo ne za vikend počivali, ker ni bilo vikend, ampak za minuto, da smo si oddahnili za sekundo, da smo po noči zatisnili oko za, ne vem, 5 minut, da nismo razmišljali, a bomo zjutraj sploh še vstali iz postelje. Če ima človek 33 kil, na primer, on ne more vstati. Če ima zraven še tifus, on ve, da je že mrtev. Itd. Ampak to so skrajne izkušnje, v katerih nekateri ljudje preživijo in od njih se lahko veliko naučimo. In otrok v tej grozi išče spet sleherno priložnost. Otrok postane izjemno, absolutno pozoren na to, a je danes mama kaj bolj razpoložena za 100 kot včeraj. Ker če je mogoče majčkeno bolje razpoložena, me utepla. A so njene besede danes take, da bo sledila katastrofa čez pol ure, a so mogoče danes majčkeno, za odtenek, bolj prijazne, pa si lahko mislim, vsaj za kratek čas, no, danes me pa ne bo pretepla. Otrok išče vsako tako priložnost, da bi se nekako izvlekel, da bi se zaščitil. To je mogoče najbolj pomembno. Otrok ni zavarovan. Otrok ni zavarovan. Starši, načelno, itak, lahko z njim delajo, kar hočejo. In nekateri, nažalost, to tudi dejansko počnejo. Lahko ga pretepajo, v pismu piše, mama je imela vedno ob sebi kaj? Palco, kozarc, skodelco in vsako sekundo lahko priletel tuf v glav. Karkoli. On piše, nikoli pravzaprav nisi čist natančno mogel vedeti, kdaj bo kaj priletel. Nisi mogel vedeti. A bo zdajle? A se jaz motim, ko mislim, da je malo bolj razpoložena? Ali ne bo? Ali bo pa zvečer, ali bo pa jutri, in tako dalje, in tako dalje. Živeti torej v stalnem napetosti, v stalni grozi, v stalnem pričakovanju, da se lahko zgodi nekaj, kar ni prav.
In vse to prispeva tistemu čudnemu, nenavadnemu vprašanju, ki mi ga napiše v pismu. Zakaj se mi včasih zdi, da je prav takrat, ko je narobe? Ona tudi govori o svojih čustvih, ne? In pravi, parafraziram, ker je veliko različic istega, pravi, če sem jezna na druge ljudi, sem nekako kar pomirjena. Vem, pri čem sem, vem, kaj se dogaja, jaz sem jezna, oni so jezni nazaj, ali kaj so že, jaz sem zoprna, jaz sem tečna, oni so tečni nazaj, ali me pustijo premila neki, ne? Kot da bi bila to, če malo parafraziram, kot da bi bila to igra, na kateri je navajena, ne? Če se pretepamo, če se mlatimo, aha, to je znano področje, ok, tle smo doma, saj vemo približno, pri čem smo. Ne? Če pa ni tako, ne, smo prijazni, se razumemo, kot da se nek paranoiden občutek pojavi, ti, a je to kaj narobe, zakaj so pa drugi ljudje prijazni? Sigurno imajo kaj za brego. Ampak saj to prepoznate tudi vi, pa niste Ana. To prepoznate tudi vi. Zakaj je ta toliko prijazen? To sigurno ni dober. A ni nekaj grozljivega v tem, da smo sploh pripravljeni na ta način razmišljati? Ne, to pa čisto preveč. Zdaj pa že 3 dni je prijazen do mene, sigurno bo zdaj katastrofa sledila. Temu rečemo tudi v psihologiji katastrofično razmišljanje. Katastrofičnega razmišljanja je nažalost veliko, ker se že kot otroci naučimo. Česa se naučimo? Naučimo se kapricioznosti. Kapricioznosti, naprimer, staršev, muhavosti. Se pravi, da lahko vsak hip naredijo tudi kaj takega, kar je popolnoma nepredvidljivo. Znorijo, začnejo kričati, mlatiti in tako naprej. Koliko otrok ima take izkušnje, kolikor hočete? Ker varnost, imeti občutek varnosti, občutek identitete, občutek pripadnosti, da ne govorim o občutku blagostanja, občutku notranjega miru, vse te stvari se zgodijo samo, če so odnosi, naprimer v družini, če so odnosi v družini taki, da mir, zadovoljstvo, razumevanje, pogovori, sreča in tako naprej, trajajo in kar trajajo. Da se človek lahko na to zanese. Zanesljivost ali zaupanje. Zaupam ljudem okrog sebe, naprimer staršem, da se bodo obnašali konsistentno. Če so danes prijazni, bo jutri tudi. Pa po jutrišnjem tudi. Pa pol tudi. Pa kar prijazni bodo. No, ne bojo vedno in ne bodo absolutno vedno, ampak to nobenega otroka ne ogroža. Nobenega otroka ne ogroža. Zares ogrožujoča je kapricioznost. Ko čist dober, nikoli ne moš vedeti, kdaj bo preletel. Kdaj bo znoril, kdaj bo pozdignil glas, kdaj bo nekaj ne bo všeč. To je tisto, kar je najbolj grozno. Kar te spravlja v stalno napetost. Skozi si naprežje. Ves čas pomalem razmišljaš, kdaj bo nekaj narobe, kdaj boš spet moral, ne vem, se prepirati, ali bežati, ali trpeti, ali te bodo v kot poslali, ali te bodo pretepali, ali bo ne vem kaj, bla, 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 bla. To je tisto, kar je najhujše. In zdaj, odgovor na ta vprašanje, zlasti na tisto Anino vprašanje, ki sem ga že neparkrat omenil, je pa tudi mogoč. Zato pravim še enkrat, to je zgodba optimistična. To je optimistična zgodba, pa pa še malo za demokracijo. V enem trenutku Ana reče, vpraša me pravzaprav. Pravi, a vi veste, da besede lahko delujejo tolažilno, da besede, nekatere besede, na primer, zdravijo.
In seveda moj odgovor, takojšen, ali se ni s tem rodila psihoanaliza. Psihoanaliza se kot znanost rodi ob spoznanju neke druge Ane. Tudi njeno pravo ime. Ana O je tista, ki položi svojemu terapeutu, zdravniku, brojerju, besedno zvezo v angleščini, zvirniku, v usta, gospod doktor, vi mene zdravite z besedami. Talking cure. Obstajajo zdravilne besede. Obstajajo besede, ki ranijo, obstajajo besede, ki prizadenejo. Obstajajo besede, ki smo jih izrekli, pa jih ne bi smeli. Ali pa smo jih izrekli v nepravem trenutku, v nepravem mestu. In obstajajo besede, ki bi morale biti izrečene, pa jih nismo izrekli. Obstajajo tudi take besede. Nismo jih izrekli. Nismo imeli časa, nismo imeli volje, nismo vedeli, nismo znali, nismo hoteli. Tisto se zlogo je. Obstajajo besede, ki bi morale biti izrečene, pa niso bile. In obstajajo besede, ki zdravijo, ki so zdravilne, ki so tolažilne, ki ustvarjajo pri človeku, ki so mu namenjene, občutke miru in blagostanja. Ana sama pride do tega. Kako zelo pomembne so besede. In hkrati pride še do enega spoznanja, zaradi katerega sem mi predlagal, da napiševa še tretjo knjigo. In zaenkrat mi še ni ugovarjala, oziroma ni rekla, da jo ne bo. In jaz upam, da bo tretja napisana tako, da bo na naslovnici ne samo moje ime, ampak tudi njeno. Upam, da bo to. Ta pravo, ne Ana, ampak ta pravo ime. Naslov tretje knjige je vzet iz njenega pisma in je njena beseda, njena besedna zveza. In to je, naslov tretje knjige je Zadušitev z željo. To je njena beseda, pravi, včasih imam občutek, da se bom zadušila zaradi svoje želje, da bi nekaj storila, da bi nekaj naredila, ker želja, recimo, prihaja iz človeka in človek ima lahko občutek, da ga bo zadušilo, če bo dovolil želji, da pride ven. Po drugi strani obstaja tudi izkušnja, da jo bo želja zadušila, če ne bo prišla ven. Včasih ima človek občutek, da ga stiska za vrat, da se bo zadušil, če ne bo povedal, izrazil svoje želje, tako da. Zadušitev z željo. Podnaslov knjige je Moč besede. Moč besede. Ona se dolgo časa ni upala uporabiti besede posilstvo. Prav, tisto. Izreči to besedo, ki je ta prava beseda. Zato, ker se je dogaja, to je ta prava beseda. Ne rabo nobene druge, ker je ta prava. Posilstvo. Dolgo časa ni upala, ni mogla izgovoriti besede trpljenje. Trpljenje, ker je to ta prava beseda, zato, ker se je dogajalo. Jaz trpim. Celo, ko je prvič prišla, sem sam uporabil to besedo, je ostro protestirala. Da pa ona že ne trpi. Že ne trpim. Tako daleč, proč, odrinjeno, da dolgo časa ni te besede niti uporabila, kaj šele, da bi jo, moč besede je v tem, da bi jo začutila. Ta beseda ima veliko težo, trpljenje, jaz trpim.
čutim trpljenje, tem je teža, tem je velika teža, lahko je zelo velika teža. Duša trpi, telo trpi, trpljenje duše se pozna na telesu, trpljenje duše zasnuje telo. Telo zaradi česa tega nečesa ne more narediti, naprimer. In, kot sem že tudi prej rekel, moč besede prihaja do izraza tudi takrat, ko bi ali pa želi uporabiti druge besede iz drugega registra, kot je na primer nežnost. Tudi beseda nežnost, kot pravi sama, beseda sama po sebi je prijazna. V slovenščini beseda nežnost, če jo izrečemo, je prijazna. Ker si vsi predstavljamo potem nekaj prijaznega, če je nekdo nežen do drugega človeka, recimo ljubimec do drugega ljubimca, brata ali mati do otroka, in nežnost ali pa prijateljstvo ali pa ljubezen ali pa to, da smo ljudje sposobni biti dobri. Mogoče nismo vselej, mogoče niso vsi vselej, gotovo je tako, da niso vsi vselej. Ampak smo pa sposobni, zmožni smo biti dobri. Zmožni smo biti dobri drug do drugega. Ni je dolgo časa vznemirjalo, zakaj bi bil kdo dober do nje. Kaj je z ljudmi narobe? Kaj so tako čudni? Zakaj bi pa bili dobri do mene? Čim sem si pa jaz zaslužila, sem nič tazga naredila. Da bi bili dobri do mene. Se ni nujno, da drug človek kaj takega naredi, da smo dobri do njega. Ljudje smo dobri with no reason at all. Kar tako. Ker je, na primer, tako prav. Ker je to v redu. Se mi ne rabimo silnih razlogov, da bi bili prijateljski, ljubeznivi, sočutni, da bi bili dobri. Ne rabimo silnih razlogov. Tisti, ki rabi silne razloge za to, je že to malo čudno. To so dejanja, to so oblike vedenja, ki jih ljudje naredimo spontano. Ampak spet, zanimivo je, kolikokrat se ljudje na to odzovejo previdno. Ta človek je dober do mene, ti. Zakaj pa? Kaj mi hoče? Nič ti noče, samo dober je do tebe. Torej, ni tako zelo samo po sebi pomembno, da je tako vedenje vselej sprejeto. Ni. Zlasti je včasih že prav komično, prav zabavno. Kakšne so vaše izkušnje? Moje so take, včasih je prav komično, recimo, ko človek komu kaj podari. Podari, darilo dane komu. In se ljudje začnejo brati, ne, zakaj si delal stroške, včasih se kdo pripravlja celo spred. Kaj mi zdaj dajaš to darilo? Ja, kar tako dajem tega, ne? Pa ne, pa veš, kakšen strošek je to. Ja, itak da vem, ne, sem ga jaz kupil. Včasih se zdi, da se kdo pripravljen kregat, ne. Pa mi zdaj to daješ darilo. Ne, ljudje si pač dajo, se tiš pa drugič daj meni, ali pa tudi ne, no, jaz pa veš tem. V glavnem, no, 20 minut imamo še za demokracijo. Najboljše. Prosim? Vprašam, ona, ker si poznal zemljo sošolka v zemlji fantom. Kolikor jaz vem, ne. Ne. Kolikor jaz vem, glede teh stvari, samo z mano. A ima pa fanta ali to ne? Na to vprašanje pa ne moremo odgovoriti oziroma ne smemo. Upam, da razumete. Mogoče bo kdaj sama lahko ali pa želela na to odgovoriti. Kako se pa kakvi zanemarjeni otroci uspevajo, obnašajo v šoli, tudi drugih, v tem izobraževalnem procesu, do drugih sošolcev? Praviloma... Odstopajo, kakšne
kakšne razlike so od ostalih, ki so imeli normalno družinsko življenje? Praviloma tiho trpijo, kot sem že rekel, včasih postanejo, kot se temu reče, problematični najstniki ali pač otroci. Včasih se dajo drogi, včasih alkohol, včasih razvratu, včasih prostituciji. Ampak, če je tega nasilja, o katerem smo danes govorili, je tudi kriminal? Tudi. Kriminal, droge, kraje, pretepanja, fantje, naprimer, razni drobni prekrški, uničevanje imovine, nadlegovanje sosedov ali pa včasih se zgodi, da se spravijo na mlajše, se pravi nasilje, ki so ga bili deležni sami, zdaj izvajajo oni nad drugimi. Si najdejo žrtve. Včasih si najdejo žrtve. Torej, težko bi bilo, težko si je zamisliti, da bi otroki iz takih izkušenj, zdaj govorimo o hudih izkušnjah, zdaj ne govorimo o prijaznem domu, srečnih starših, ne, zdaj govorimo o hudih izkušnjah, te izkušnje vedno pustijo posledice. Vedno pustijo. Posledice, ki so duševno trpljenje, simbolne rane, simbolične rane, prizadetost, občutki krivde, občutki manj vrednosti in tako dalje, vedno so posledice. In te posledice učinkujejo na vedenje, otroko vedenje zlasti v puberteti, ker puberteta je v nekem smislu zelo dinamično obdobje, ne samo biološko, tudi psihološko, zelo dinamično okolje. In naprimer Anna Freud, Freudova hčerka je o tem veliko napisala, veliko povedala, je izumila en izraz, ki je zelo primeren, zelo adekvaten, namreč pravi, da so najstniki tako rekoč že čisto razvojno v stanju, duševnih stanjih, psihičnih stanjih, ki so zelo blizu psihotičnim. To je razvojno obdobje že samo po sebi naporno, prezahtevno, težavno. Zdaj, če se temu pridružijo še take strašne izkušnje, je trpljenja veliko. Je trpljenja veliko in ga ni otroka, ki bi zmogel, ne vem, kot včasih starši rečejo kakšnemu otroku, malo se potrudi ali pa, ne vem, malo več volje pokaša ali pa kaj takega, to je popolnoma nima. Ne obstaja, skozi take izkušnje greš, da bi zdaj malo volje, bomo malo meditirali, malo pa bo vse v redu. Ne bo. Ker to so izkušnje, ker če si predstavljate, družina, v kateri se dogaja take izkušnje, se ta družina ni 14 dni taka, pa kar naenkrat vse v redu. Se ni. To se vleče leta in leta. To so izkušnje, ki se nalagajo v otrokovo osebnost leta dolgo in to v obdobju, ko se osebnost šele razvija. To ni zdaj neka krepka, močna, samozavestna osebnost, ki jo nič ne zruši, nič ne prizadane, hrast sredi polja z močnimi koreninami, ki mu meni harnač ne more. Sveda ne. So najnežnejša leta, ko se osebnost šele razvija, šele nastaja, šele gradi se, šele oblikuje se in potrebuje cel kup zidakov, cel kup elementov, iz katerih so osebnostne dimenzije narejene, osebnostne lastnosti narejene, zmožnosti, kapacitete. Osebnost je silno zapleten sistem, silno zapleten. Socialni razsežnosti, osebnostne karakteristike, duševne, kognitivne, intelektualne, čustvene, to je silno zapletena zadeva. Nobena jedrska elektrarna se primerjati ne more s človekovo osebnostjo, s kompleksnostjo. In ta kompleksnost lahko zelo trpi ob takih izkušnjah. Zelo trpi, ker nima dovolj, gradnikov, temeljni gradniki za razvoj osebnosti so odnosi. Zdaj, če imate okrog sebe agresorja, ali pa agresorja celo, in agresivne odnose, odtujene odnose, hladne odnose, brezbrižne odnose, odkot naj se zdaj ta osebnost
gradi. V takih primerih se kvečemu ne gradi. In trpljenje je lahko veliko. In otrok zaradi tega cele vrste oblik vedenja do drugih preprosto ne zmore. Spomnim se ene zgodbe, mislim, da sem že povedal, lansko leto sem jo slišal, ali leto, ne vem, iz te serije zgodb o revnih otrocih. Revnih otrocih, slovenskih otrocih. In zgodba gre približno takole, ena deklica povabijo jo, vključijo jo v neko počitniško kolonijo, da gre lahko za ston, za 10-40, ne vem, pač nekam na morje. In prvi večer, to pripoveduje ta vzgojiteljca, prvi večer pripravijo seveda otrokom postelje, tako naprej, kjer bodo spali, in ta deklica ležite v nekem kotu. In jo vzgojiteljca pač povabi, ne boš zdaj tam, zdaj gremo spat v to posteljo, in otrok tako iskreno, ker ni navajen na to, ker bi navajen na čisto drugačno okolje, reče, a ta postelja za mene, s temi svežimi rjuhami, dišečimi, a zame. Otrok ne more verjeti, ker je bil navajen, ker pač nikoli ne imel take postelje, ker ni poskrbel doma. Vseeno, zdaj zakaj ni poskrbel? Otrok nima te izkušnje, otrok je pač mislil spati na tleh, ker je bil navajen doma spati, pa še zraven se ba, da ga bojo pretepli. Ali pa je zaspal, ker so ga poslali v kot klečati, pa so pozabili ga mu reči, ne gre spat, pa je zaspal pač tam na tleh. Otrok niti ne zmore zdaj do drugih ljudi se obnašati tako, kot pač naj bi se ljudje obnašali, ker ni navajen. So otroci, ki so navajeni na nasilje do take mere, da mislijo, da je nasilje najbolj normalna stvar na svetu. Pač ljudje se pretepamo, pri nas doma se skozi. Torej se vsi pretepajo. Ne, se ne. A ja, se ne. A ja, ljudje znajo biti tudi prijazni. Ja, znajo. Zakaj pa do mene niso? Ja. Dobro vprašanje. Torej, vse to se vgrajuje v otroka in otrok pač do določene mere sprejema oblike vedenja, ker so starši, kakršnikoli so že, so za njega pomembni. Ni važno, kakšni so, pomembni so. Tako ali drugače. Ali se jih boji, ali so pa prijazni, pa jih ima rad. V vsakem primeru so za njega pomembni. In pomembno, odnosi, ki jih ima z njimi, pomembno oblikujejo njegovo osebnost in njegove zmožnosti za to, kako se bo on obnašal do drugih ljudi. Če je otrok navajen na pretepanje in misli, da je pač pretepanje tisti način, s katerim ljudje rešujejo konflikte, potem se bo verjetno v šoli začel pač pretepati, ko bo prišlo do kakšnega spora. Zakaj se pa ti pretepaš? Vse se ne ve, ne? Je pač preprosto na to navajen. Ok. Imamo še kaj za reči? Ne, imamo že, samo. Ne, če imamo še čas. Prosim. Če sem prvo razumela, če starši varnost pa ljubezen uporabijo kakor sredstvo za vzgojo in kakor nekaj, kaj je pobojevano, s tem, da sploh otrok ne ve, kaj je pogoj, da pol to naprej prenaša in recimo tudi, kot ste rekli, da postanejo problematični, sprobavajo v bistvu, ki bi pa oni postavili pogoje. Zelo verjetno bo tako, ker je eden temeljnih principov, kako se ljudje vedemo, tale. Kar se nam je dogajalo, bomo prenašali naprej. Ne v enaki meri, ne enak način, seveda ne, z vsemi mutatis mutandis razlikami, ampak v principu, več ko smo bili deležni nasilja, ne vem, vsej, to je že, rekel, tak stereotipen primer, ampak dajte ga vseh tistih brezveznih detajlov oklestiti, pa boste dojeli, naprimer, Mike Tyson, če ste gledali film o njem.
On je že v totalno nemogočem, brutalnem okolju. Ok, v nekem smislu se je izvlekel, ampak v nekem je pa vendarle poskušal sublimirati to brutalnost, ampak jo je tudi še kar veliko stalo. Mislim, hvala Bogu, da se je vsaj do te meri izvlekel. Ja, ker v nekem smislu je ena metafora vseeno dobra, mogoče ni najboljša, mogoče je malo preveč poenostavljena, ampak za eno poanto je pa vendarle dobra, da si lahko predstavljamo osebnost tudi kot nekakšen prostor, nekakšno večdimenzionalno obliko, strukturo in kar bomo vlagali vanjo, bo na drugi strani prišlo ven. Bolj ali manj, več ali manj, ker pravim še enkrat, če si predstavljamo zdaj zgodbo pa z nekega drugega konca. Recimo otrok, ki so ga imeli starši radi, ki so ga spoštovali, cenili, se z njim dogovarjali, pogovarjali. Seveda je prišlo do spora, seveda je prišlo do konfliktov, bla, bla, bla. Jasno, da je prišlo, se nihče noče idealizirati zadeve, se nismo neumni. Ampak ajde, vendar je nekako prevladoval en slog vzgajanja, kjer je otrok čutil veliko zadovoljstva, veliko miru, veliko potrjevanja, veliko sprejemanja, veliko zaupanja, je razvil občutek, da se da pogovarjati, mogoče ne vedno, mogoče včasih smo slabe volje, včasih smo živčni, včasih smo zmatrani, ja, ampak v principu, sej upam, da je to jasno, pa vendarle, tak otrok, on čuti v sebi, tudi mi čutimo, tak otrok čuti v sebi, da je, se poznate to metaforo, človek zase reče, da je poln, recimo ljubezni, jaz sem poln nekih prijaznih čustev, ki bi jih rad, naprimer, delil z drugim, ali pa poznamo tudi izkušnjo, ki jo ljudje opisujejo z metaforo, v sebi sem prazen, imam občutek, kot da sem votov, kot da ni nič v meni, ali pa imam izkušnjo, kot da je v meni hlad. In tolika sorazmerno rečejo ljudje, ki pridejo k meni, čutim hlad v sebi, kot da bi bilo noter nekje v tej osebnosti, seveda ne v telesu, nekaj hladnega. In potem se počasi dokopljamo do zgodbe, da so bili najprej pri njih doma, ko je bil ta oseba še otrok, hladni odnosi. Pri nas so, saj razumemo to, hladni odnosi, to so še vedno odnosi, to ne pomeni, da zdaj vsak v svojem vesolju živi. Odnosi še vedno so, samo so hladni. In mi imamo vsakdanjega življenja izkušnjo, da nas kakšen odnos s človekom napolni. Rečemo, 20 minut sem z njim pa kar nekaj se je nalezlo ali pa zalezlo vame. To poznamo. Ali pa rečemo, sam 20 minut sem bil z njim, pa imam kar en hlad čutim, eno distanco. To poznamo. To so metafore, s katerimi opisujemo, kaj se dogaja v tem prostoru, ki ga pač lahko imenujemo osebnost in drži kot pribito to, kar sem prej rekel. Več, ko bo nečesa noter, več bo tega tudi šlo lahko ven. A ne samo, da bo lahko šlo. Saj človek, se nismo roboti, mi želimo dati od sebe. Saj ni res, da smo zdaj totalno brezbrižni, da vseh briga nas drugi ljudje včasih. Ni res. Mi potrebujemo drugega in mi vemo, da je to res. Potrebuje vsak vseh, seveda, jasno da je, ampak drugega v principu potrebujemo. In v principu želimo, če nismo zdaj pa tudi čisto totalno duševno uničeni, želimo biti do drugih ljudi prijazni, v principu želimo prijazni. Nismo vedno, ne moramo biti vedno, utrujeni smo včasih, včasih ne gre, pa čeprav bi radi, tako naprej. Ampak v principu pa radi želimo biti do drugih prijazni, sprejemati. In na neki globoki ravni, eksistencialni ravni, verjamem, da večina ljudi čuti to, o čemer govorimo, ko imamo kakšno bolj teoretsko predavanje, tukaj recimo v tem kraju, ko govorimo, da je človek neskončnost. Vsak človek je neskončnost. Vsak človek je polje, ki ga ne moramo raziskati, ker je življenje prekratko, ker je življenje končno. Človek je pa neskončen. In ko raziskujemo, naprimer, drugega, spoznavamo, si lahko predstavljamo, zakaj pa ne, se to tudi počnemo.
počnejo pesniki, počnejo umetniki, počnejo različni ljudje, si drugega človeka predstavlja kot pokrajino, večdimenzionalni prostor, pokrajino, po kateri lahko potujemo. Ta metafora nam ni popolnoma tuja, saj jaz upam, da ne, lahko potujemo. Tudi rečemo, poglabljamo se v človeku, pravno ta izraz, ne? Poglobil se je v njega in vemo, kaj približno to pomeni. Ne? In nam je tudi všeč, samo pomislite na tiste izjave, ki jih največ ni prav zelo veliko, ker so redke po definiciji, ampak pomislite na tiste izjave, ko imate občutek, ko vam je nekdo nekaj rekel, da vas je zadev nekje v globinah, ko rečete, mate, ta človek mene poznal, dno duše. In koliko je tisto vredno, kar vam pove? Koliko je tisto vredno? Zdaj, seveda, lahko je vredno tudi, če vas prizadene, moč besede. Tudi, če vas prizadene. Ampak ljudje vendarle smo v glavnem vzgojeni tako, hvala Bogu, da ne želimo prizadeti drugega. Da spontano ne želimo prizadeti drugega. Smo. Spet. Pa za namirno, eni pa žalijo namirno. Lahko se tudi to zgodi. Ampak spet, vzdolž tega, kar sem prej govoril, vzdolž tistih dimenzij, če gremo spet kakšna skrajnost, psihopatski človek. Psihopatski človek, če ga vprašate, zakaj si pa temu človeku odrezal nogo, ja ne vem, pač imel sem nož, bila je priložen, malo sem odrezal nogo. Ja, pa čutite kakšne občutke krivde ob tem? Ne, na začetek je šla malo bolj trdo, pa mi je malo tisto, pa ne, pa šel pa... Ne, to so izjave, citiram zdaj, ko so delali psihologi, ne vem, če ste to brali, ene par teh imamo, ko so šli se pogovarjati z najhujšimi psihopatskimi zločinci v zaporih, ko so 23 ur na dan v Semicah, obstaja ameriška študija, so naredili intervjuje, ki so pristajali na to, in imate natanko take izjave. Človek je ubil 52 ljudi, naprimer 52 ženskih, zakuril, mislim, razrezal, razžagal, zakuril, pojedel, enega tazga smo v Sloveniji imeli trobec, njih bo sicer 52, ja. Ampak, zdaj se je to grozno na nek način poslušati in, prosim, sej, ampak zdaj mi, če smo profesionalci, mi moramo tudi častojati, če hočemo raziskovati človeško dušo, pol moramo iti do konca. Ok, če smo kaj razumeti, ok? In dejansko je to, možno razbrati, Ko sem to prvo ubil, ja, tam še malo, ko nisem se gliš dobro počutil, ko sem 23, to se že tako, mislim, pjevajoči, Oziroma, ni bil pjevajoči, on je strojen, on nima ne to, ne ono, on je, ja, pač ubil sem jo, zakaj, kaj povem, mislim, mi je bila vše, ja, pa imaš, itd., vse če te kje brali, vse ti študije so objavljene, se pravi, dlje, ko greste vzdolž teh dimenzij, več je tega, kar spontano sicer prepoznamo kot zlo. Kot zmožnost človeka, da je zel tudi intencionalno, zbravi, tudi preračunano, namerno, ljudje so lahko tudi zli in znajo napisati traktat. Zakaj? Znajo traktat povedati, zato ker ženske treba pobiti, zato ker so take, ono, tretje, Vse še ampak to je bil štos, saj upam, da je bil. Enkrat sem nekaj eno predavanje in nekdo izjavil, da je treba vse psihologije pobiti. Jaz upam, da se je hecel, Vse ste še tukaj. Vse sem še tukaj, ja. No, ampak recimo, samo zaradi mentalnega eksperimenta, samo recimo, da bi ta človek to mislil zares. Ali pa v končni fazi, če ste zdaj gledali Ameriški snajper, Ostrostrelec, a je kdo gledal ta film zdaj? Če boste gledali Clint Eastwood, tam imate en prizor, ki ga je sicer Clint Eastwood dodal, ker ga v knjigi ni, ko Ostrostrelec, njegov naloga je seveda, da iz velike razdalje ima neko strašno orožje, jasno ne zavarovan, nihče ne ve kje, bla, 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 on pač šica ljudi, temu se reče čiščenje. Se pravi, vse, kar se premika in niso naši, je treba ustreliti. In imate tisti prizor, ko se iz stavbe pride ta deček, otrok, star, 7-8 let, kaj so. In torej ženska, ki zdaj lahko bila njegova starejša sestra, lahko bila mama, dobro, se ni važno, pride ta ven. In ona da njemu granato
tako, ker misli, da nobeden ne vidi, mu da granato in otrokova naloga je, da odnese to granato pač tja proti ameriškim vojakom, ali tam naprej so, in zdaj, ali da se razstreli, ali da vrže tisto granato, nekaj takega. In zdaj ta ostrostrelc to vidi, mi gledamo skozi daljnogled in on, to je, rekel, na nek način je pomembna izkušnja za vsakega. Mi seveda gledamo zdaj iz varne razdalje, zdaj mi gledamo film. In gledamo in on nameri na otroka. In se reče, čak, pa ga na ustrelu. Ja, itak, da ga bo. Zato je pa tam, mislim, ostrostrelc. In ga ustreli, otroka, tisto, puf. Pa sam pritisne na petelina, njemu je to tisto, dejansko pisal v kaj. Isto, kot spi tale poželjk vrh. In potem vzame to granato njegova sestra, mama, whatever, karkoli že pač je, ta ženska zraven. In zdaj gre ona s to granato proti ameriškim vojakom, pa streli še njo. Tisto, mislim res, kaj si dobro, boste rekli, ja, seveda, v vojski se pobijamo, bla, 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 ja. Ok, sprejmem vse, ne? Ampak psihološko želim izolirati en trenutek, en moment, en detajl, za razmislek o tem, ja, da se lahko človek znajde v položaju, ko namenoma z vsemi možnimi argumenti, on je bil v končni fazi ameriški junak, vsi so ga malo ustrelili, ampak je bil ameriški junak, počne zlo. Samo v tej zgodbi o ameriškem junaštvu ni nikjer prostora za vprašanje, kdo je pa začel. Čakaj, kdo je zdaj koga okupiral? A je Irak okupiral ZDA, a je bilo obratno? Američani so tja pač navalili pok in začeli streljati otroke, če mečken poenostavim, pa ne prav zlo. Zakaj so jih ustrelili? Ja, ker so se branili pred sovražnikom in to, kar v vojni počnemo, pač ja, med drugim tudi mečemo granate. Ok, no, mislim, zgodba postaja pol verjetno že malo bizarna, ampak moramo iti skozi njo, da bi razumeli vse razsežnosti človeške duševnosti. Zdaj ne pa itak če že potekel, ker nas bojo ven vrgli. Ok, hvala.